Ivo Danev je v tem mesecu dopolnil 80 let. Član mednarodnega košarkarskega hrama slavnih je svojo športno pot začel v rodnem Mariboru in se nato pridružil ekipi Olimpije, s katero je kar 6-krat osvojil naslov prvaka Jugoslovanske lige. Za reprezentanco nekdanje skupne države je nastopil 209-krat in z njo osvojil 3 srebrne in 1 bronasto medaljo na evropskih prvenstvih. 2-krat se je okitil srebrom na svetovnih prvenstvih, vrhunec kariere pa doživel leta 1970, ko je z Jugoslavijo osvojil naslov svetovnih prvakov. Dobitniku državnega odlikovanja Zlatega reda za zasluge se je ob jubileju poklonilo tudi rodno mesto. Ja, sem večkrat, veste, jaz večkrat na leto prijem. Imamo še stanovanje tukaj, prijatelje, imam brata, Vladimirja, nečaka 2, tako da smo večkrat v Mariboru, jaz se rad vračam. Nad uspehi svojih naslednikov, ki imajo priložnost, da nosijo dres s slovenskim grbom, je zelo navdušen. Mene je bolj presenetila sama igra, kot pa zlata kolajna, ker tako navdihujoče in z veselimi obrazi že dolgo ni bilo kakšne reprezentance. Ti fantje so si prav gotovo zaslužili prvo mesto, še enkrat iskrene čestitke in upam, da se bomo še kdaj veselili o uspehih naše reprezentance. Prvi mož občine, ki je danes prejel Daneva, je bil med njegovimi velikimi občudovalci. Mislim na Iva Daneva, pomislim seveda na košarko in na njegov znameniti met preko glave, horuk, ali kako se to imenuje. Žal pa mi je, da sem bil še premlad, da bi ga lahko spremljal detaljno, tako kot je, ker svoje vrhunce je pravzaprav doživel pred svetovnim prvenstvom v Ljubljani, tam je celo igral poškodovan. Legendo najboljšega igralca svetovnega prvenstva leta 1967 smo povprašali po nasvetu za mlade košarkarske upe. Ja, naj se lotevajo tistih stvari, katere imajo radi. Če bo pa imeli košarko, bom pa toliko bolj vesel. In košarko naj se igrajo, naj se ne mučijo, morda tudi ne poslušajo vedno trenerjev, pa igrajo po svojih zamislih. Inspiracija in navdih sta torej tudi v košarki pot do uspeha.